Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Tonca Lukežu razmišlja. Vedno manj ljudi živi po naših dolinah. Tisti, ki so stali, ratavajo vedno bolj star, a vedno manj se čuje okole govoriti naše slovensko narečje. Kot da bi nam bilo zadost, če tudi smo se navadili čuti vse sorte šlevtarije homez naš jezik in našo kulturo, nekateri Benečani bi nas htjeli prepričati, da za vse tole smo najbolj krivi tisti, ki se imamo za Slovence. A tako zbrišajo 150 let italijanske asimilacije. Čeprav sem še vedno prepričan, da tisti no malo bolj zviti, pravijo tole samo za kbitjele, za vse tiste sude, ki prihajajo iz zaščitnega zakona. Vseh lih pa neki se premika, taca ni tako prazna, kot mahar kajšankrat se zdi. V Špietru bojo preca odprli slovensko multimedialno okno, kjer bo shranjena enkrat zanima naša kultura, naše korenine, naša zgodovina. A če lepo poznam tiste, ki so ga uredili, nimam dvomu, da bo zares lepo ga obiskati. Odprto bo za vse, za turiste, za raziskovalce, pa še več za Benečane, da mahar bojo malo bolj poznali sami sebe. Še nekaj dobrega je ratalo tele zadnje cajte. Naš časopis, Novi Matajur, je rešil tiste težave, ki jih je imel že več kot letom pol, a s tem zagotovil, da bojo v naših krajih šele brali novice homez našo skupnost. Pa tista kriza je pokazala, da ni sigurno, da enkrat, ki si dobil neke pravice, tiste ostanejo zanimati. Brez podporo bralcu ni rečeno, da bo Novi Matajur še vedno prišel v naše hiše. Še več, sada, ki živimo v telih čudnih cajtih, kar komunikacija ratava drugačna, a gospodarska kriza že spreminja družbo. Zato mi novinari Novega Matajurja smo povabili naše bralce na javno srečanje, ki bo 12. decembra v Špietru. Potrebujemo vašo podporo, vaše nasvete in vaše kritike. Tole zak naša želja je vam ponuditi ten časopis, da bo nimar bujš in bo nimar buj odgovarjal vašim potrebam, tole pride reč, potrebam cijele naše skupnosti. Da bo mahar šele res tole, kar je bilo do sada, da novinari pridejo in gredo, pa Novi Matajur ostane živ. Drugi poljubi, drugi objemi, druge srca se zapletejo s tojmi, druge sape ugrejejo dušico, nazaj bo cajt pobrati vse a nič. Tell me why, povej ti zakaj. Slovensko multimedialno okno, končno ga bomo imeli v Špietru, malo jih je v Italiji, malo jih je v Sloveniji, takšnih multimedialnih muzejev. Bruno Dorbolò, predsednica Inštituta za slovensko kulturo, ki je vse to letela, močno odtela za naše doline. Kada se odpre in kaj je multimedialno okno? Ja, jaz prije moram povedati, zakaj se je rodilo to multimedialno okno. Nakon se pravi, vsi vemo, o zadnjih 100 let se je telo česa naš jezik, ne samo jezik, vse, kar je bilo slovenskega tle v Idalski provinciji, recimo. To nam dalo veliko moč, da biti sprot. Mi, kot ljudje dobre volje, kot Inštitut, prvo reč, prioritete naša je slovenski jezik in slovenska kultura. Srečo imel Inštitut, da je bil sprejetnega projekt JezikLingua. Tako na sredelu se je puno serino.
A recimo mi kot Slovenci v Italiji, naši partner Italijani v Istriji, delamo za naše jezike, za dat nazaj per i zemlji, tisti mest, ki je bunje, redko so ter zaničati vse. Tisti mest, ki je lik dema, ki je jezik, te velike družine jezikovne, recimo. An kulture se srečajo in se mešajo. An to moram reči, vemo vsi, da da veliko gibanje intelektualno. An to gibanje je nima pravo umož za kulturno, socialno, an ekonomsko razvoj. Zato tle se je rodil multimedialni muzej. Zak mi ćemo kazati, ne samo nam, na Evropi, ki nam je dala tolu pomoč, zak mi prvikrat bomo imeli su podporu institucionalno, a imamo tudi financiarno pomoč Evrope. To nam da drugu moč, veliko moč. A ćemo vsem pokazati, kaj je prava integracija med ljudmi. Tle bomo kazali Evropi, ne samo o naši deželi, ki je kuva ljudje su morali v cajtu se spremeniti zemljoju, zapustiti, a nazaj prist, ma ljubeze za njih kornine ostane. Anko mislimo šejti naprej. Tle vse tole se bo videlo. Jaz ne bom pravila vse, morate prist gledati, pridete tle na 14. decembra. A vam vse lepo povemo. Allora našim tistim, ki nas gledajo, poslušajo, ne povemo nič, samo jih vabimo vse vas na 14. decembra v Špietru na otvoritev multimedialnega okna smo ob 11. uri. Sem htjela še določiti, da sem se pozabila, da vse tole je pomislila arhitekta Donatella Rutar. Ona vam bo natančno povedala in pokazala vse, kar je notri. Jaz mislim, da srce vsakega Slovenca, ma ne samo, bo tle trebetalo. Hvala, Bruna. Benečki kulturni dnevi, ki jih organizira vsako leto Inštitut za slovensko kulturo v Špietru, imajo letos na temo Slovenci in Furlani in ocenjevanje 50 let avtonomije dežele Furlanije Julijske krajine. Giorgio Banchig je organizator teh dnevov za Inštitut in njega smo vprašali, kaj pomenilo biti Slovenec ali pa Slovenj v Nediških dolinah in v Benečiji, v Videnski pokrajini, v telih 50 let dežele Fejeke. Allora, gremo od začetka leta 63, kar so proglasili avtonomno deželo Furlanija Julijska krajina. A veste, kaj je bilo takrat v Benečiji? Je bil Gladio, so bile tajne organizacije Slovencu za avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino nije bilo v Benečiji. Ekonomski razvoj je bil na tleh. Naši ljudje, naši mladi so hodili po svijete, so hodili v mine, v Belgijo, so hodili v Kanada, so hodili v Avstralijo, v Argentino in tako naprej. Tele je bil začetek. In moram reči, da za naprej nije bilo boljše, za Kipru v telih letah
60-ih, prvih 70-ih letih, recimo do potresa, je Benečija zgubila največ ljudi. Tako da avtonomna dežela Furlanija je judijska krajina, ki jo mi danes praznujemo, ne, ali se spominjamo na njen začetek, je bila disaster za Slovence v Benečiji. Je bila disaster. Recimo, ne samo pod kulturnim, jezikovnim vidikom, pa tudi pod ekonomskim, kjer mi se zdi prav, da v 60-ih letih so razdelili našo deželo v več zone, zonah, da je tako ekonomsko so bile razpartjene. Allora, zone deprese, nerazvite, so bile Manzano, so bile San Giovanni, so bile Corno di Rosazzo, je bila Laška ravnica. Mi smo bili pa zona agro-silvo-pastorale, in to je bilo vse. Je bilo, da za nas niso špindal in frank, no liro ten čas za nas. Če tudi je bilo več stvari napravljenih, recimo so bile asfaltane ceste, so bili akvedot, je bilo napravljeno, pa za ljudi, za da ostane ljudje na našem teritoriju ni bilo nič. Da ne govorimo o našem jeziku, tiste pa so šele tajne sile delale prot s pomočjo, mislim, tudi politikov, ki so bili na deželi. Seveda, ki so bili na deželi, in tole je bilo razvidno. Do nas je že zgodovina, vidimo, da je bilo že napisano več. Recimo, tudi Furlani niso bili v boljšem stanju, ne? Če smo bili Slovenci tako, Furlani so bili pa še manj, za ki smo, oni so bili nucani šele ten čas proti Slovenijan v naši deželi. Hvala, Giorgio, recimo, upajmo na boljše. Upamo, da če ima 50 let naša dežela, da se malo spametneje, ko rata malo bolj stara, da nam da na roko. Se spametneje, ker nas ne bo več. Ja, upamo, da ne. Hvala, Giorgio. Dijela se u tjedan. Od jutra do noć. Nagledaš vec. Od temu zadanih reči. Kaj te ostane? Iz Benečkih in Terskih dolin. Beneško izročilo v Novi Gorici v torek 10. decembra. V knjižnici v Novi Gorici bodo ob 5. uri predstavili knjigo Od Idrije do Nediše, ki jo je uredila dolgoletna zbiralka beneškega izročila Ada Tomazetič. Poleg avtorice bo spregovorila tudi Živa Gruden. Prva svetovna vojna v Benečiji, soboto 14. decembra. Srebrna kaplja, občina Podvonjesac, pokrajina Viden, gorska skupnost ter Nediša Brda, Kobariški muzej in Beneška galerija vabijo v Rakarjev hram v Bjača, kjer bojo ob 6. uri predstavili in odprli razstavo. Jihlavžev pohod na Krasji vrh s planinsko družino Benečije v nedeljo 8. decembra. Planinska družina Benečije pojde telo nedeljo na tradicionalni pohod pred božičnim prazniki na Krasji vrh nad Drežnico. In zdaj pa božični koncerti. 7. decembra ob 7. uri bo božični koncert v cerkvi Svete Doroteje v Petjahu. Peli bojo naše vasi iz Stipane, a Matajur iz Klenja. V Kosci v nedeljo 8. decembra ob 5. v cerkvi bojo peli zbori Matajur, Barski obtek, Trivaldi, Tri doline, San Leonardo in Zlavja. In v nedeljo 15. decembra ob 3:30 božični koncert znotraj pevske revije Nativitas v Bardu. V Slovenskem kulturnem centru v Špietru Novi Matajur vabi na srečanje z bralci v četrtek 12. decembra ob 8. uri.
7. in 8. decembra v telovadnici v srednje šole v Špietru bo razstava senjam stara dela za današnji Božič, kjer bojo prodajali obrtniške in kmečke pridelke iz Nediških dolin Posoča. Landar. V soboto 7. decembra ob 4:30 bojo predstavili bukva La grotta di San Giovanni d'Antro. Avtor je Fabrizio Bosco. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, lep pozdrav iz Benečije.